300 let nazaj sledim mojim prednikom. Vsi so bili tesarji. Zadnji je bil moj praded Boštjan, o katerem vem največ. Mnogo hiš tukaj v Mariboru, predvsem vin v Tomšičevi ulici, krasi streha, ki jo je izdelal on. Ena od znamenitih streh pa je streha na Narodnem domu, povezano s posebno zgodbo, mogoče bo pozneje čas, da to še povem. Stari Oven ni bil več tesar, ampak je se šolal za cestnega mojstra. Cestni mojster je poklic, ki ga v Jugoslaviji po vojni niso poznali. Sosedi jo še poznajo, Straßenmeister je to v Avstriji, in to je profil povezan nekje med geodetom in pa gradbenikom Nizkih Grad. On je izdeloval načrte za kanale, za ceste, njegov načrt je bil recimo tudi na Kalvarijo in še marsikaj drugega. Slovel je potem, da je bil za vsak kanal. Spominjam se, kot je še zelo čas, ko bi dajali po njega, ker so iz lamparije zbili take načrte, in pa je na nekem delu zemljišča je on kako vrsti ves, malo šel s tem paket, potem pa zelo pokazal tukaj in tam je tudi bil. No, stari Bože je šel v Dolben, je bil po vojni in pred drugo svetovno vojno. Tu so načrti od starega očitka o organizacijah, potem pa vidimo tu na neki cesti, kjer nadzoruje izdelavo te ceste. To pa je slika, ko je šel po vojni, na tej sliki v gradbenem uradu, dolu, kjer je bil v službi, je okrog njega znamenitih ljudi, recimo arhitekt Marjan Mušič, ki je bil takrat v službi, pa arhitekt Jalksov Četnikov, arhitekt Max Klapp, inženir Baranja, še mnogi drugi. Potem je izbruhnila vojna in seveda on je moral spet na delu. In je delal in potem pa je bilo vojne konec, so rekli, da bi ga še potrebovali in je delal še naprej. In delal je tako dolgo, kako si danes predstavljala naš smisel, kaj že je. Bil je že čez 70, ko je šel komaj v penzijo. In je delal na občini oziroma v cestni mojstri. Potem je bil, če to vidimo njegovo sliko, ki je naslikal Knjigar Golč, in pa njegov kip, ki ga je naredil znameniti Viktor Gojkovič. V osnovni šoli za Mariboru je obiskoval tudi glasbeno šolo. Maribor je bilo zelo glasbeno mesto. Tega pravzaprav malo vedemo, ko so bile glasbelarske delavnice. Tu je bila tudi znamenita organska delavnica Brand in rasle majhne glasbene šole. Oče je šel kot violinist v glasbeno šolo, ki jo je vodil Franz Schönherr. Tam se je bil njegov sošolec, njegov nečak, tudi Franz Schönherr, in ker je sta bila oba taka odlična učenca, je Franz Schönherr predlagal, da grejo potem na Dunaj, naprej na izobraževanje in na akademijo. Mislim, da je to bilo za moje stare starše velik finančni zalogaj. Njegov sošolec Franz Schönherr je šel na Dunaj in je pozneje postal znameniti večletni v vrsto let je bil dirigent dunajskih filharmonikov. Torej, iz Maribora je prišlo marsikaj, kako vidimo znamenitega. Oče se je potem seveda odločil, ni čudno, po taki dolgi gradbeni tradiciji, za gradbeno šolo. Šel je v Ljubljano, tu vidimo to njegovo fotografijo, ki lahko ugotavljamo, kakšna je bila moda v tistih časih. Tu je v srednji osnovni šoli, kjer so imeli, vam je rekel moj oče, kot uk, mi smo potem imeli tehnični uk. Potem je tu slika iz šole. To pa je pozneje slika že iz Ljubljane, iz tehnike v Ljubljani. In tam je bilo prav zanimivo, bil je odličen učenec. Ko je prišel profesor v razred enkrat in je rekel, v Dašnu je visoka voda in mesta most,
kako bi vi sanirali šolo. Nastane tišina, potem stane moj oče, gre k tam, vzame gredo in napiše rešitev, profesor pa je rekel, točno na tak način to delajo. Tu se je videla ta njegova velika nadarjenost za take izredne posege, ki niso v knjigah, ki niso šolski. In potem ga je odlikovalo vse njegovo delo, ki je ogromen opus, in tu seveda ni moč predstaviti kar veliko stvari, ampak zdi se mi prav predstaviti take, ki jih v šolskih učbenikih ni. Ki so pravzaprav sad invencije, sad velikega kreativnega razmišljanja. Tu vidimo sliko očeta in starega očeta, stari oče na levi, da še stari na most, tam so vedno obležali fotografije in slikali z ljudmi, ki so prišli od most. Tu je pa še slika starega očeta samega in tu imamo sliko domačije. Tu je bilo moj stari oče, to verando, ki jo vidimo tukaj izdelal moj stari. Slika, tu je živelo, jaz sem že 6. generacija, ki upravlja to hišo, in tu so živeli moji predniki vrsto let. Tu je slika enega od kanalov, ki ga je načrtoval stari oče. Vidimo tudi, kako dela pri cesti, kako vodi izdelavo cesti. Tu je bil še danes, imamo teodolit, to je naprava, s katero merimo kote zunaj, ki ga je uporabljal on pri nadzorovanju in gradnji cest. No, to je pa tista slika, o kateri sem že povedal, ko je šel v boj, tik pred drugo svetovno vojno. Po vojni, seveda, med vojno je moral spet za službo in po vojni je nadaljeval, kako sem tudi že povedal. Tu pa je zanimiva slika. Oče se je poleg gradbeništva zanimal za marsikaj, med drugim je bil tudi športnik, planinec, tudi z mamo sta veliko planinarila in ravno mesto v Dragi, tu smo te vsi peljali z raznimi čovni, čovnanimi. Moj svetovnik Roman pa smo bili, da so tudi mi pa se v Vodtedežem Sadolino vozili v Dragi. No, skupaj pa vidimo sliko očeta in njegovega prijatelja Kebela, ki sta na Sadolini enosebno potovala iz Maribora do Beograda. Ker je Drava tekla nekaj časa točno na meji z Madžarsko, so morali v predpisu, da boste vidi na tej sliki imeti na venci spredaj tudi jugoslovansko zastavo. To potovanje je večkrat pripovedoval, je bilo zelo zanimivo. Med drugim je povedal tudi to, da so privedeli do naprej Očakov, da so tam bili tudi branci z nafta. Mariborska Drava je znamenostna reka, ni veliko znamenostnih rek. Zdaj, nažalost, ker je toliko elektrarn, je vse zamuljeno in so ti drobci zlata v tem mulju izginili, takrat pa je bilo še veliko brancev zlata in nam so pripovedovali v Međigorskem muzeju, da so tam hranili drobec zlata v velikosti novega, ki so ga našli v Dragu. No, potem so pa tudi povedali, da so to predsedniku mesečnega obiska Međigorske županije podarili. Tak se je bilo vprašanje, če je to pametno. Sadolini, to je za Hec. Športni izziv, da. In potem je seveda pripovedoval oče, ko se je vrnil, je bil popolnoma ožgan od sonca, povečkan, ker tam sta dolino težko zdraviš opeko in ko je pozvonil pri hiši, je prišel stari oče in se prijemal za žep, ker je mislil, da je to nek klošek in mu kot nekako da ni umrl. Potem še ne se poznamo. To je poročna slika mojega očeta. Mama je iz stane Urbanekove familije. Moj stari oče Urbanek je bil v stari Avstriji na vinarsko-sadjarski šoli, je tam poučeval
In tista velika segoja, ki raste pod šolo, je njegovo delo. On je tisto segojo posadil. Po vojni je, po prvi svetovni vojni, ni bil več na tej šoli in je odprl vrtnarijo, ki obstaja še danes. No, to je naša familija, to smo na nekem izletu. Mama levo, oče desno, ima sestro pa med njima. To je tudi slika očeta enkrat iz očitno 1. novembra, ko pelje neke rože na pokopališče. To pa je moja rojstna hiša v Kralj Matjaževi ulici. Hiša še obstaja, mi pa tam nismo več stanovali, ker so tam postavili hidromontažo in so hoteli hišo podreti in smo se morali izseliti in postaviti to sliko. To nekako je seveda v načrtu mojega očeta in tu je tudi ena od risb, ki jo je on izdelal, da je predstavil, kakšna bo hiša. Pozneje imamo še sliko, ki jo je pa naslikal slikar Polajnko, tudi moje vrstne hiše. Oče je zelo rad risal in je bil odlični risar. Tukaj vidimo sliko moje stare mame, Urbanekove, Jožefa Urbanekove, ki jo je naslikal. In marsikaj takega imamo ohranjenih veliko risb, ki jih je oče delal v tem času. Po vojni je on bil zadolžen za sanacijo vojne škode. V Mariboru je bilo več kot 3000 hiš brez strehe ali pa lahko razrušenih in on je bil zadolžen za to sanacijo. In je izdelal, seveda, ker je imel te kreativne ideje, in posebno oder, danes to mogoče ne bi bila več posebnost, na kolesih, da je ta oder vozil po ulicah od hiše do hiše, da ni pa treba spet novo postavilo. No, in če imaš, potem je šel in Maribor je bil glavni faktotum nekih ledine, in je šel tega ledinega vprašati, kaj bomo pa naredili z monoliti in pa z Vietnamom, ki sta bila obe stavbi tudi brez strehe. In to so bili pač taki časi. Ledinek je rekel, sredi Vietnama je Ljubek, sicer različne ljudi, sta bil tvoj, ker tam šla avtocesta. Nas sta gravki in pa federalni spomeniki ne zaumali. No, in oče je, ko je zidal, pokrival te strehe, če pač za 3000 streh opekel, vedno kaj ostane. In je na lastno pest, brez vprašanja, pokril monolite in pokril Vietnamo. In jo tako je rešil, da je razpad. Za navigator, narekovajo, je moral v Makedoniji. In v Makedoniji je bil 2 leti nagrajen med ministrstvom. Mene je videl, ko sem bil več kot leto dni star, ker je bil 2 leti tam, ampak tudi tam ga ni spustila ta njegova kreativna čilica, ko je okrog po Makedoniji hodil in razne stvari popravljal, je tudi njegova specialka polna zakit, ki jih je naredil raznih hiš, objektov, vrti, tukaj vidimo eno lepo prvenstvo. Žal, seveda, ni isto, kjer to je, to je tudi njemu podobno. Potem, ko je prišel iz Makedonije, se je zapostil v projektivnem biroju, kjer je bil naše ime, arhitektov šef. Veliko bi bilo treba povedati, kaj vse je delal, ampak sem rekel, da se bom omejil zgolj na tiste posebnosti, ki jih ne najdemo v knjigah, kjer je bilo treba na hitro dati odločitev in stvari rešiti. Tu vidimo Mariborski otok, nekaj najlepše kopališče v srednji Evropi, in tu vidimo tudi očeta, ki koraka čez most Mariborskega otoka. Kaj se je zgodilo z Mariborskim otokom? Ko so odprli elektrarno Mariborski otok, pa je zraven prišla še visoka voda, je voda tako držala, da je začela odnašati otok. In to odplatjevati, to zemljino, ki je nekaj posebnega,
V eni noči je odneslo 1/3 mariborskega otoka in takrat so gasilci pa vse te službe so poskušali to rešiti in so tiste 100 in večletne bukve, ogromne bukve povezali z takimi jeklenimi vrzmi. Zdaj so rekli, ampak kaj je bilo? Bukve so se majale kakor taki pijanci, veter jih je majal, voda pa je spodaj spremljevala korenine. In je bilo še odneslo srednjo čisto očeta s ljudmi, ki so ga našli in je prišel on in je rekel, najbolje vse to razvezati, porušiti in bukve povrniti, da bodo zakronani proti toku. In ko so bukve padle proti temu močnemu toku, je to začelo premcati, začelo preusmerjati tok in ta erozija se je ustavila. Potem smo pa začeli okrog pilotirati, da otrok na okrog otoka je to spilotirano in potem je Hidrografski inštitut v Ljubljani izdelal načrt, da so naredili tisti kamniki posebej oblikovan nasip, ki je tako preračunan, da se voda vrtinči in spet nanaša zemljo, zemljino na območje otoka, tako da danes ta otok vidi si ne more predstavljati, da je velik del otoka bil pravzaprav že odplavljen. To je gotovo en tak kreativni poseg, ker ste malo spomnili v trenutku, kaj je treba napraviti. No, Mariborski otok je samo ena od takih stvari, ki jih je on pozneje je bil znamenita zgodba z dimnikom MPT-ja. MPT, nekaj privatovanje, je imelo ogromen dimnik, ki je bil tako dotrajan, da so se bali, da bo vsak hip se ta dimnik zrušil. Desno in levo so dve velike hale, ker so delavci delali in ni bilo mogoče postaviti odre, skratka, noben ni vedel, kako se bi znašli, da bi ta dimnik zrušili. Potem so spet našli očeta, on je vprašal dimnikarja, koliko časa si še upa na dimnik, je rekel, največ 2 dni. In potem je on preračunal, kaj bo treba narediti, in je dimnikar splezal na dimnik, zgoraj je bil na posebni način, ki v eno močno njegveno zrajno, ki je bila tako dolga, da je šla preko Drave, na drugo stran Drave, ker je to bilo v Dravi, tam so zabili pilote in potem zavitli, začeli zavijati, in se je dimnik srečno zrušil med te hale. Oče je prej zahteval, da se hale spraznijo, ker noter je bilo na desetine delavcev, ampak so rekli, ne, to pa ne delo, mora teči naprej. No, k sreči se je vse srečno končalo in on se je lepo odkorakal nazaj v bilo, pa se v njem ustavi avto, črk, velik črn avto, notri možje v usmernih vlaščih, to se je rekel, je bil, to je bila lufa, in so rekli, da veš, tam pa vidite, in rekel, greš, pa so rekli, izvolite, in so ga peljali do biroja, in tam je on svojemu prijatelju, ste ga spominjali, povedal, kaj mislim, kdo je mene danes peljal, ko je rekel, ja, še tja. V vsakem primeru bi peljali samo smrti, da drugačnega. Od iste je nastopil velik problem, stari oče je bil še v službi. Na desnem bregu Drave se je naselje močno širilo in kanalizacija je vsa potekala v dve ogromni ponikovalnici. Bila je velika nevarnost, da se bo tam, da bodo zastrupili podtalnico. In niso vedeli na kak način narediti kanale, zato ker med vsemi temi hišami, potem tako veliko kanalizacijo je nemogoče. In takrat je potem šel oče, stari oče k očetu in se razmišljala in si je oče izmislil eno veliko napravo, ki jo je imenoval Krk, tukaj vidimo na sliki, to veliko cev. In to so kovali zemljo in pod zemljo so to napravo kovali velike kanale in so potem naredili kanalizacijo za desni breg Maribora. Tukaj zraven je tudi novatorska diploma, takrat še ni bilo nobenega patentnega organa, novatorska diploma, ki mu prizna to delo, da je to nekaj posebnega.
In ta njegova novatorska diploma je bila združena z velikansko finančno nagrado, mogoče je namreč iz tega denarja, ki ga je dobil za nagrado sestri ženi tam prišel. Pod zverje, ker ni bilo podnebnega urada, je mariborska medalja par takih trkov izdelala za tretji svet. Je potem naš Tito, ki je vedno nekaj pomagal na tretjem svetu, so potem povedali še kaj pravših trkov, ampak od oče pa od nobenega tega trka ni dobil. Če dan dobim, da pušem vsijo, da nisem uspešno. No, da namesto, da bi ta trg opravil svoje delo, bi izkovali, ga konzervirali in postavili recimo v Nigrad, kot primer mariborske pameti, so ga enostavno zaslužili in podnegosti naprej. To je pač tudi stvar nekega ločene kulture, če smo že pri tem. Potem je to pomembno delo mariborski akladi, od kar naslike, mariborski akladi, tam je bila nekaj tovarna pamet. In njegov prijatelj, Ljubko Rekberger, aktualist, je očeta nagovoril, da je to stavbo predelal v Hrvani. V tistih časih danes to ni nekaj delnega, ampak takrat ni bilo nobenih litoralnih materialov. Nič takega, da bi lahko zapisnili Hrvanje. Vemo, da če je bilo zelo skrbno narejen in če je neka zadeva determinirana v enem, potem pa ta beton ne bi smel tvojega. In oče je postavil zelo natančen agregat za beton in izdelal posebni talut, vidleč talut, in nek stari mojster natančen je po očetovih zavodilih vzel od te Hrvalje in od te Hrvalje še danes ne uštejo. Prišli so prijatelji iz Hamburga, kjer je ogromen Hrvalje in se niso mogli načuniti, da to ne pušča, ker so rekli, to bi ja morali puščati, ampak seveda je bilo v enem danima, da Hrvalje ni puščal. Potem smo tukaj v tej hiši zelo znamenita, tu je Hrvalje, in tu je predvidika naslednja slika, ki se nekaj, to so neki, potem neko slovesno stran in Hrvalje je zelo spominska prostor, da nekaj je mojega oteta, kot sam videla rajke. Mariborska galerija, takrat je bilo na Porudov, je bilo določeno, da bo tej stavbi. In je Branko Rudolf, s kateri se je tudi dobro razumel, se je očetom prosil, da je oče naredil načrt za to. In ko so bili načrti že izdelani, tako rekoč je bilo tudi, da se to začne, se je v Mariboru, ko ste začeli razumeti, ljudje pa so rekli, galerija je tako pomembna stvar, da to ne more nekaj graditi, ampak mora to napraviti na ljudeh. Ko je to povedal Branko očetu, je res povedal, absolutno se strinjam, ampak želim, da bo tisti, ki ga bom jaz določil. In so rekli, ja, to pa je ne določil svojega prijatelja Saša Deva. Saša Dev je poslovila in edina stvar, ki jo je na očetovem načrtu spremenil, je bilo to, da je Branka iz posameznih vrn, so bila prej biotredini, postavili ob steni. Tako da ti lahko obevriti galerija, da je to pravzaprav jasno venera, kot tam ima ta sistem, da lahko je mirno obredeš eno razlogo v prostoru in greš potem dalje. To je edin doprinos, ki ga je naredil sam predel v to mrežino. Moj oče je seveda takšno, kot je bil, ko je to je bil tisto prazno steno in je rekel, to pa nekaj manjka, kaj če bi bilo naredili nek z grafito. In je prosto Kalmušiča, so se vsi poznali, če bi Kalmušič naredil ta z grafito, zdaj se nekaj prekrili, ampak To je ta z grafito, delno je odprl, ker so zdaj naredili neko hisplošno čez in ga boste spet verjetno odkrili. No, ampak Kalmušič je rekel, če to je
to so stroški, kdo bo meni to plačal, pa je rekel, oče bom pa jaz, ne bomo. Iz vlastnega življenja plačal, z grafito, ki je tukaj narejen možno. No, še ena taka zelo znamenita zadeva, za meni se zdi, je Branikova čolnarna. To je čolnarna, jo poznamo, ki je ne samo oblikovno dognana, oblikovno odredno dognana in lepa, ampak tudi funkcionalno do potancu oblikovana. Vsak nosilni element, ki nosi osrečje konstrukcijo, je dvonamenski hran, so tam konzorce, ki nosijo te velike slaške čovne in to, da se pravi, ni samo oblika, ampak se oblika in funkcija popolnoma stavlja v eno, tudi ta velika puška, zdaj vam popolnoma predpostavim, kaj je v bistvu kot arhitekti, vemo, možno, da je funkcija oblika, deluje na eno stav. Potem je v bistvu pa sodni stolp. Sodni stolp je žalostno propadlo. Pred drugo svetovno vojno je gorela streha in je propadlo. Blizu so stanovali Brvalji, znamenita Brvaljeva familija, in gospa Brvaljeva je že bila tudi nadaljena, literarno nadaljena in je na razpadajoča vrata tega stolpa napisala Joče, ker ni dal. No, oče je potem naredil projekt, ki je izredno inventiv, tudi vidimo obnovljenega, konstrukcija za to streho, od zunaj popolnoma ista forma, kot je bila rekonstruirana po starih slikah, je en poseben železobetonski venec za temi rekli, ki se dvigajo in predstavljajo, hkrati je ves prostor sproščen. To je bilo nobenega steda, to je vse en velik prostor in arhitekt Kobe, ki je delal to pozdaj novo dozemno prenovo, je bil fasciniran na to konstrukcijo in je rekel, da to daleč presega vsak inženirstvo, da vsekakor to stvar, ki mora vedno ostati vidna. No, ko je bil stolp obnovljen, oziroma takrat to še ne bi bil obnovljen, ampak ko je bil pod streho, je pa gospa Brvaljeva zapisala tisti napis in je gor napisala: hvala domovina, rešila si me poginam. No, med tem časom so pa začeli delati elektrarno Spodnja Drava. Vedelo se je, da se bo nivo Drave dvignil za približno 2 metra in da bo nastalo sredi Maribora jezero. Zato je bilo jasno, da bo nastal del ki so bili po Dravi pod vodom. In kako je bil problem sodnega dvornega stolpa, ker je bilo jasno, da bo popravljen. Kaj narediti? Bila je velika vodnica. Bilo je 22 inženirjev, strokovnjakov in moj oče, in pa gospa Andreja Lozanka, takrat je ravnatelj Ida Zavoda, in vseh 22 je bilo za to, da se ta stolp zastavi, te elementi oštevilčijo in se potem to predstavi višje. Prvič to ne bi bilo na istem mestu, pripravili do druga knjiga, ali bo namenika lista. Drugič pa, oče je rekel, če boste to naredili, se bo zgodilo isto kot s Kozmerjevim dvorcem v Ljubljani, to je tam, kjer je danes nama, ki so ga tako predstavili in videli, in danes sploh ne vejo, kako to tam. No, moj oče je pravi štajati rekel, Pozler je v Vojnoc. No, jaz sem delal kot nekaj na to prenovo stolnega stolpa, in se pominjam, da da bo v enem delu stene tega omeniti, da se veje ta stavna zgodovina. Tam vidimo, če se je to zgodilo. Nekaj ogromnih posov tam na takole preiskali. Potem neki drobci, nekaj nikoli ne bi mogel iz tega spet sestaviti. To, kar je danes. No, med tem
je seveda občasno še ogromno drugih delov in Vsi, jaz bi pa samo prosim, da malo mlajke bomo Ja. različni, kaj se prav nekaj način produži. no, ta stolp so morali dvigniti na 2 metra in pol. Ta stolp, največja renesančna trdnjava v Mariboru leta 1515, je bil težek 1600 ton. To je bar velika vega. Stene so bolj delile tudi po 2 metra in pol. In Roše je naredil, je podkopaval ta stolp. In to na tak način, da so delali posebna stojala, tu vidimo, to so cevi, imajo zgoraj in spodaj plošče, in je potem na koncu ves stolp, kako rekoč stran do kakih igla. Ves so potegnili armaturo in potem so to armaturo danili, da so zunaj bil vaš, danili spodnji del, temelj, na katerem je pa to slonelo, so pa lefili za hidroaktivacijo, zato da se ga lahko dvignili. In iz ledenice vleki je dobil 22 dvigalec, kateri so ladje dvigovali in so začeli dvigovati. To dvigovanje je trajalo več tednov. In ko so dvignili, jaz sem mislil, da je takrat tudi začeto v stolpu, je naenkrat začelo strašno dolgotati, pokati to strešje, leteli so ob strešniki dol, potem na drugo stavo. In je šel od dvigalke do dvigalke in ena dvigalka je dvignila za 15 cm več kot drugi. In je prišlo do takih ekscentričnih premikov, da je to začelo pokati, potem so pa smeli dvigniti vsakokrat samo za 5 cm. In več tednov je dodajalo in na koncu je to uspelo. Moram pa reči, da je žalostne slovenske zgodbe, prihajali so delavci in razni inženirji, direktni filmci, pa so jih delovodje, ki je prijazno prejel, da ste s tem samo poznamo, ste prišli pogledati, in so rekli, prišli smo gledati, da se bo porušili. Jemali so moralo delovati. Pa še ena zanimiva zgodba, mnogo let kasneje, to je v Večeru, v Javno Prane, je novinarka na celi strani opisuje, kako je neki Benjek, je tudi tehnokrat, ko je ta firma Svetena, ki je edina bila pripravljena vzeti odgovarjanje, kjer je ona opisovala, da je on vidno nastopu. Bil pa je med tistimi, ki so v začetku razprokovali, in takrat vem, da je meni stole pregovoril telefon, profesor Najman, so vse ljudi, in jaz sem rekel, da naj reagira, da sem rekel, no, vse morate vi, in je potem Andreja napisala članek, kako se je dejansko, kaj se je dejansko, da se mi to dogajalo. No, tu ga vidimo. Potem, ja, tu bomo še nekaj. Ker je ovdje vse usodilo, je raznih gradovih, za komeniško vas poželi se časov pred drugo vojno, je nekoč delal v gradu v Gradu. Poznamo ga, to je največji grad v Sloveniji, ogromen grad. In ker bo postekal drevje, je na drevju se grad zamislil, da bo dolino pripeljal. In takrat so tudi očeta angažirali za to, koliko je pa teskev, ki jo je preurejal Prekšin. Tam so angažirali mojega očeta, in on je tam s Prekšinom sodeloval in ga je na vas klopec, da bi ga bilo pooblastil, prosto, če bi on bil pripravljen narediti načrt za ureditev Slovenskega trga. Slovenski trg je bil v tistih časih poln, makadam, kolesnice, avtomobilov, vlakov, tega se še spominjam. Tom Pekšin je bil pripravljen in je prišel v Slovenski in on te je povedal, ko je vstopil v predvidevne stojnice, reče stopanje do pota. Potem te je obrnil v Dunajbi, je rekel, kako je različnik. In potem je stopil, ko je šel v Dunajbi, ko je stopil prečnik Mitarki Brandon Brand, je rekel, to je pravljeno. No, naredil je tam načrt, ki ga je pozneje naredil Kosmos, ključok v prenovo tega stolpa, tega trga.
in se Evica prebrati in to, in je zdaj po Plečnikovem načrtu na pobudo mojega očeta, sta francosko prek tamkaj govorjenja še nekaj. Tam poznamo, da je stojim na petro, ko pridemo iz pokopališki svetilnik, torej, ker je to pravno pokopališča, to je šolski kamniti steber z ližjo. Ta svetilnik je stal pred časom na spodnjem delu prezidenja, tam v pošti. In oče je predlagal takrat, kaj če bi mi to sem postavili. In takrat vem, da je bila tudi Andreja, jaz sem bil tudi prisoten, so vzeli eno letev, ki je tako visoka, kakor je svetilnik, in so jo prestavljali na tistem mestu, kje bi bilo najboljše mesto za svetilnik, in zdaj stoji ta pokopališki svetilnik na Slomškovem trgu po sugestiji in predlogu mojega očeta. In če smo že pri stolnici, stolnica je križeva kapela, to je tista z kamnito streho, z škriljasto streho na severni strani, je imela v času neogotike je imela eno neposebno ugledno opečno streho, in takrat se je potem na zavodu odločilo, da bi naredili spet isto staro kupolasto streho, in je to naredil arhitekt Černigoj. Oče je imel izreden likovni čut, in ko je videl ta Černigojev načrt, se mu je zdelo, da je malo potlačena streha, in je zato tisti srednji tram od stolpa je on podaljšal, je naredil skoraj 2 metra daljšega, da bi se to lahko kdaj tudi dvignilo. Černigoj tega takrat ni naredil, potem pa je ves nesrečen prišel k očetu pa je rekel: poglejte, kaj delajo z mano, jaz sem naredil na stolnico nemško čelado. No, je rekel oče, to pa ni problem, to bomo lahko takoj odpravili, zato ker lahko to dvignemo, in potem so pač tisto, kar je že on prej predvidel, dvignili in je dobila ta križeva kapela, kot je on rekel, švunk, da se je lepo oblikovala proti vrhu in ni več spominjala na nemško čelado. In če smo še pri stolnici, in sem povedal, kak glasbenik je bil moj oče in sploh je bila to glasbena familija pri nas. V stolnici so zdaj Walkerjeve orgle. Nikoli teh orgel v stolnici ne bi bilo, če ne bi on bil iniciator, ki se je z vsemi silami zavzemal, da bi, ko so bile one stare Brandlove že dotrajane, naredili Walkerjeve. In vem, da je potem hodil do vseh mogočih forumov, tudi v tujini, midva sva skupaj potovala do Walkerja v Nemčijo in na Dunaj. Jaz sem kontaktiral z Hubertom Bergantom, ki je naredil dispozicijo, in tako tudi, ko slišim te orgle, se tudi spomnim na mojega očeta. So stvari, s katerimi se je ukvarjal, pa bi rekel, da to mogoče ni ravno gradbeništvo, ali je gradbeništvo. Ukvarjal se je tudi z problemom hišne gobe. To, kar je za človeka rak, je za les hišna goba. To je gliva, ki v naravi živi v simbiozi na koreninah. Ne, to bomo kasneje. Ki živi v naravi na koreninah, in ko drevo v pragozdu pade, se aktivira in poje to drevo, da nastane humus. Če je les okužen z to gobo, treba je 20 stopinj, malo vlage in pol tema, se lahko zgodi, da ta goba poje ostrešje, kakor je naša galerija v 2 mestih. To je strašna bolezen lesa, dobro, vse imamo danes strupe, ki tu pomagajo, ampak vendarle hišna goba je velik problem, in oče je reševal problem hišne gobe v Mariborskem gradu. Tu vidimo Viteško dvorano, ki je na lesenem stropu, ki jo je celo skoraj pojedla hišna goba, potem so to restauratorji spodaj prelepili, te slikarije in to, in je on potem to reševal z temi strupi. Reševal je pa tudi problem v Slovenski matici v Ljubljani na Kongresnem trgu, in kar je ironija, v Wolfovi čisto blizu je fitopatolog, inženir Prezl, ki je tudi probal to rešiti, pa ni rešil. Ker oče je našel, da je se goba razvila, ti moraš vedno ugotoviti, kje se razvije.
da se je goba razvila v nekem jašku, ki so ga zasuli z žaganjem in je šla skozi velike kamnite podeste, ker kamen je porozen, in je šla potem v lesene stropove in je začela pač jesti slovensko matico. Torej z gobo se je veliko ukvarjal, potem pa tudi z potresi, ko je prišlo do potresov, je on reševal te primere potresov. Vem, da sva se peljala okrog tudi v Džemono sva lahko šla, sva imela od prefekture dovoljenje, da smo gledali, kaj je bilo, in on je saniral te potrese in na kapeli, to je tam pri Novi Gorici, kjer so pokopani Burboni, je on tudi reševal to. Tam je bilo še posebej zanimivo, ker so bile spodaj kaverne od Prve svetovne vojne in so bili ponekod ti hodniki, podzemni hodniki drug nad drugim, in pri potresu so se stropovi teh kavern podrli in so bile te kaverne visoke po 5-6 metrov. In je bilo to strašno nestabilno. Vse te so potem napolnili z pustim betonom, hkrati pa naredili razne vezi, in vem, da smo bili takrat tam in so prišli tudi strokovnjaki z Japonske. Tam pač velikokrat trese in so veliko izkušenj imajo za potresi, ampak ko se je tam srečal oče z temi japonskimi strokovnjaki, so rekli, točno tako bi mi tudi naredili. Ne? Tako da je bil tu zelo inventiven, kar to zadeva. Pozneje so bili potresi tudi na Kozjanskem, tam se je ta zgodba nadaljevala, bi bilo preveč, da bi to vse natančno opisali. Eno kasnejših del so bili Trije. Tam je delala skupina je delal arhitekt Pečenko, je delal Tom Pirkmajer, žal ga tudi ni več, pa Niko Stare, pa moj oče. In on je imel tu veliko kreativnih predlogov. Po načrtu je bilo predvideno, da bi to stebrišče, kjer je bila včasih čolnarna, se spominjamo, če smo špricali šolo v gimnaziji, smo šli tja čolnariti na Tri Ribnike. To je bilo predvideno za rušenje. Ravno tako prelivi med enim in drugim ribnikom so bili predvideni samo ogromne betonske cevi. Oče je predlagal in njegov predlog je bil sprejet, da so to stebrišče ohranili, edino tisto garderobo so porušili, potem je on naredil načrt za to streho nad tem, hkrati pa je naredil načrt tudi za mostove. Namesto tistih velikih betonskih cevi je dal te slikovite, malo napete mostove med enim in drugim ribnikom. No, za vse to so dobili vsi ti štirje tudi Plečnikovo nagrado. Tu vidimo, to je svečnik, na katerem so napisani vsi prejemniki te Plečnikove nagrade. Ker je oče takšen, kot je bil, ogromno stvari naredil brezplačno, vedno je rekel, to delam za moj Maribor, ker imam tak službo v biroju, je naredil to brezplačno, potem mu je mariborska občina podarila to Šibilovo sliko ribnikov z tem njegovim stebriščem, ki ga je ohranil. Zadnje delo, očetovo zadnje delo, to je bilo 2 leti pred njegovim odhodom, so Trije ribniki. Trije ribniki, spominjamo se, mogoče ste še kak starejši spominja, da smo tja hodili na Krače. Klet od 3 ribnikov je bila zasuta, do polovice zasuta. Zasuli so jo zato, ker je vdrla voda v ribnike. Račji dvor, zdaj pa sem že predolg. Račji dvor, ja, seveda, Račji dvor je, to ne Trije ribniki. To ste vsi videli, da gre za 3 ribnike. No, in to so zasuli, in potem, ko je bilo seveda tudi v načrtu, da se to pravi do prvotne višine klet, ko se je odkopalo pri prvem slopu do spodnjega, do baze slopa, je v 2 urah kristalno čista voda vse to zalila. To je bilo pod vodo. In zato je tam najprej oče predvideval 6 metrov globoko zunanjo drenažo okrog dvora, tudi notranjo drenažo, potem pa je bilo tu je bila vrsta
kompliciranih posegov, od temeljenja, hidroizolacije in povezave teh slopov. Tu imamo potem sliko. No, to je od zunaj se vidi ta plošča s takimi ploščami. Noben se ni spomnil, kako to povezati, ker večinoma potem te plošče našraufa, zdaj so pa vmes so pa stebri, je imel zanimiv sistem, da so to prevrtali, potem so pa te vezi porivali skozi te odprtine in hkrati povsod natikali te plošče, ki so jih ob tem slopu potem privarili. Skratka, tudi en kreativen način, noben se ni spomnil kaj, in tako je danes ta Račji dvor, sicer kot Trnjulčica, bomo videli, kaj se bo z njim zgodilo, je saniran in ohranjen takšen, kakršen je bil. To je bilo pravzaprav očetovo zadnje delo, potem 2 leti kasneje je pa umrl. Se pravi, da je še na stara leta delal, bil kreativen in delal, in pri meni je zanimivo to, tu za koga, ki je starejši, ne. Včasih, ko sva skupaj, veliko sva skupaj delala in je bilo, sem videl, da sem kako stvar že prej zračunal pa ugotovil, ko je on pogruntal, pa si misliš, vidiš, star je pa bolj počasen, ampak kadar je pa on moral najti neko rešitev, pa je našel rešitev, ki je noben drug ni našel. Ne? Ko vse to svoje znanje akumulirano potem sestaviš, pa če si kreativen, lahko na stara leta narediš prava čuda. Za svoje delo je prejel vrsto raznih priznanj, nagrad, neko občinsko Prešernovo, potem je dobil srebrni grb mesta Maribora, je dobil tukaj, vidimo, Stiletovo nagrado za življenjsko delo, ki ga je opravil pri teh raznih spomenikih. Skratka, cel kup nagrad, ki pač nas zdaj še spominjajo na to njegovo delo. No, in on pa zdaj, tukaj pa vidimo nagrobnik naše družine na Pobrežju. To je grob, ki ga je načrtoval, je narejen po načrtu mojega starega očeta. In tu je tudi zanimiva zgodba, očetova sestra, moja edina teta, je bila izredno kreativna glasbenica, likovno nadarjena, imamo tudi njene razne risbe ohranjene, je s 17 leti umrla. To je bila velikanska tragedija za familijo in moram reči, da so moji stari starši tu zelo, bi rekli, psihološko pametno ravnali, prodali so klavir in šli na neko potovanje po Donavi, da bi malo se razbremenili vsega tega. No, ampak ta tragedija je ostala v naši familiji do danes dana in po načrtu starega očeta je narejen ta nagrobnik, ki ima en velik relief in ta relief predstavlja, spodaj piše Matej 5, predstavlja govor na gori iz Matejevega evangelija, 5. poglavje, kjer je govor o tako imenovanih 8 blagrih. In eden od teh blagrov tudi pravi, blagor žalostnim, zakaj ti bodo potolaženi. No, in to je, tukaj počiva tudi moj oče in stari oče in pa tudi babica pa ta sestra. Če koga še kaj zanima, seveda je res, da vsaka stvar, ki sem jo tukaj omenil, je taka, da bi lahko, kot rečejo Angleži, background o njej govoril več kot 1 uro, ampak mislim, da ste se me naposlušali, ampak če koga karkoli zanima, sem pripravljen še kaj povedati. Hvala za... Gospod Peter, hvala za to izjemno predavanje. Se opravičujem, da smo vas tako preganjali, da skrčite še te zgodbe v 1 uro, ampak še eno imamo še nekaj časa, ki si ga lahko privoščimo za klepet. Tako da vabimo vse vas, da se pridružite s vprašanji, ampak jaz sem tako čakala, da bi vas se večkrat vsem že pogovarjala, pa bi vas vseeno vprašala za začetek, da ste tukaj komisija v svojih vprašanjih, vsaj za še par detajlov.
ki ste jih mogoče prej pa se mi zdijo zelo zanimivi. Mogoče sodeloval tudi predvojno z zelo znanim arhitektom, ki imajo mogoče pustil projektno svet, čeprav smo poskušali Ja. pisati. To je bil arhitekt Čajke, o njem so že bili tudi predavanja. Tam je srečal tudi Saša Deva in so se tam spoprijateljili. Čajke je bil doma iz Novega Jičina, je bil po rodu Čeh in je v Mariboru, nacionalizem je vedno bil tak, ni dobival ravno vseh naročil, ki bi bilo prav, glede na njegovo genialnost. On je recimo Čajke uredil, po njegovem načrtu je bil narejen tisti kare, kjer je Rozinova ulica, ampak edino Rozinova ulica je ostala, je kot torzo po njegovem načrtu. On je namreč to ulico malo zavil, zato da ko ti hodiš po ulici, da to ni tisti rimski kar do Dekumanos, ko je vse ravno, ampak da se slike menjavajo, ko hodiš po ulici. In oče je pripovedoval, da so mestni očetje bili proti temu in so prišli k njemu v pisarno in Čajke je bil pa zelo razburljive narave in je bilo vedno bolj glasno, vedno bolj glasno. On je bil, pred njegovo sobo je imel oče svojo pisarno, naenkrat se hrupno odprejo vrata in Čajke črta. Gre. Oni so tam sedeli, čez nekaj časa pridejo k očetu pa so rekli, kdaj pa bo gospod arhitekt prišel nazaj? Je rekel, foter, kolikor ga jaz poznam danes, ne več. In on je šel potem k Čeligiju, to vemo, kje je bil Čeligi, hotel Maribor je šel potem, kot pravi Čeh, na pir. No, in potem, ko je oče, ko je Čajke se upokojil, je oče to firmo njegovo prevzel, je tudi imel zelo zahtevni izpit za stavbenika. To je spet profil, ki ga v Jugoslaviji ni bilo, tu so potem rekli, to prevedli kakor višji tehnik. Stavbenik, v Nemčiji to še vedno, v Avstriji obstaja, Baumeister se temu reče. In če hočeš imeti firmo gradbeno, pa si inženir, moraš biti tudi Baumeister, moraš narediti tudi ta izpit. No in oče je imel to firmo in jaz sem že prej povedal, da je bil tako socialen, da je delavce plačeval bolj kakor drugi. Če ravno mi je včasih rekel, veš, ko sem potem seštel vse denarje, na koncu sem imel prazen žep, ampak delavce je plačal, bi se lahko današnji podjetniki od njega kaj naučili. Namreč, plačal je več, kot so zahtevali. Plačal jih je več, kot so stavkajoči zahtevali, ne, in zato, da so jih potem obmetavali, ker so oni delali, so rekli, mi nimamo zakaj stavkati, ker mi imamo dobre plače. Še en segment, ki pa nas se spomnila, da je smiselno dopolnjevati, smo se pred soočili na zanimivo fotografijo, ki pa vseeno govori nekoliko širše o njegovem čutu za sahranjene objekte. Ja, ta slika zelo stara, tu je slikan z delavci pred cerkvijo na Bolfenku. On je delal tudi rekonstrukcijo, potem te strehe, pa stolp, potem stopnice, stolp na Bolfenk, to je pri Bolfenku, ne, ker pri teh zadevah je res pri ogromnih takih sanacijah je sodeloval. Ja. To je Bolfenk. Ja. Še eno bi nekaj, kar smo na začetku, mogoče spustili. Namreč vi ste rekli, da ste porabili precej časa in da želeli tudi poškodbe, veliko spravljati v njegovega delovnega prostora. In zanimivo je, da smo dobili arhiva, da ste podarili ves njegov opus načrtov v Pokrajinski arhiv v Mariboru, ki sedaj trenutno opisuje 77 enot, nekaj še zapisati, in nekako dokazujejo tudi s temi imeni, da je pravzaprav to sodeloval vse posod. Ja, to je res, je pa zanimivo, ko sem to pospravljal, ne. Veliko teh njegovih načrtov je ostalo v biroju, kam je to šlo, ne vemo, ne, ko se je to razformiralo. Kar pa je doma delal, je pa bilo vse doma in to je 6 metrov dolga stena do vrha, polna samih načrtov. Ampak, ko je on delal razne načrte, ne, pa potem brez glave, da spodaj ni napisal, kaj je.
Ne, in marsikaj sem jaz spoznal, so pa tudi stvari, ki jih nisem spoznal. To bo mogoče kdo, ki bo po arhivu kaj raziskoval, bo mogoče kdo kdaj ugotovil. Ne. Tako da s tem nagovarjamo, recimo, javnost, da ne zmeče stvari, veliko krat se zgodi. Tu smo bili priča umetnostne galeriji, na kateri smo rešili, na kateri so nasvetnjo, in tudi vemo, da se koga veliki kraj prosim, ne bi strane prišalo ga podeti. Od negativov fotografij, steklenih plošč, recimo celotna oblikovalsko listiščina boljša, nepojmljivo, ne? Tako da v bistvu to se mi zdi en sjajnega primerov. Vi ste pa razlagali, da ste imeli vse vrste. Ja, od tega paus papirja, to kot da bi me zbrusili. Ne. Bi pa mogoče bilo zanimivo še to povedati. Ne. Moj stari oče, ki je imel pač tako funkcijo tam na občini, on je mnoge talente podpiral. Ne. On je recimo tega, v Maribor je po drugi vojni so pribežali mnogi Primorci, ne, ko je se tam začel fašizem in je on marsikomu pomagal do službe. In je recimo ta pesnik Ludvik Zorzut, ne, ga je on podprl. Potem je bil tu neki slikar, ki bi ga mogoče vi poznali, nek Košak. Ne Košar, Košak, ki je potem nekam šel na Dunaj. In mi imamo doma celo neko njegovo sliko. Vse te je moj stari oče uspel podpirati, ne vem s kakih skladov, ampak je podpiral tudi take ljudi. Še bi vas jaz, vas res vabim, vi ste nekako preskočili ste ta del vajnega sodelovanja, no, nekaj ste omenili, ampak še eno. Ja, Kako je vplival midva sva veliko sodelovala, še ko sem bil tako rekoč otrok, me je s seboj jemal, sploh ko je te razne sakralne objekte, ki je po Sloveniji pregledoval, da sem mu pomagal meriti. In se spominjam, Kok, veste, kje je Kok, tam, ko so oni znani vinarji, tam je šla fronta. In tam so Rusi se borili z Nemci in je bila cerkev močno porušena, delno porušena in vem, še danes se tam na tistih gospodarskih poslopjih so luknje, ko so z mitraljezi noter streljali, ne? In je oče potem najprej, takrat je bil profesor Tepli, tudi njegov prijatelj, ne? Je bil v komisiji, kaj s to cerkvijo narediti, ali jo porušiti ali jo sanirati. In tam je bil en pameten župnik, ki je povabil to komisijo v klet in so potem tam orehe trli, pa tisto vino s koga pili in na koncu so pač sklenili, da bi to lahko sanirali in je pripovedoval oče, ko sta prišla s Tepljem iz kleti, je Tepli rekel očetu Jože, je rekel, kaj ti tudi vidiš dva sonca. No, in tam sem jaz potem pomagal očetu meriti in se spominjam, da je na cerkveni ladji je bilo pol oboka prečno zrušenega. In oče je že vedel, kaj ta obok še nese, jaz sem bil še lahek in sem jaz tam čez tisti zrušeni obok, tu si gledal dol, vlekel merski trak, on je bil na drugi strani, da se je to zmerilo. Tako da velikokrat sem potem z njim, pa tudi pri potresih, sem ga jaz vedno vozil okrog in tudi pomagal tipkati pa risati te razne njegove sanacijske predloge. Tako da pa bila veliko, se pa spominjam, ko je on še razlagal, ko sem bil še v srednji šoli, je prinesel položno ravnilo, veste, kaj je položno ravnilo, ne? Danes smo imeli deske risalne, jaz sem imel risalno desko, pozneje, danes pa so računalniki, takrat pa si imel tudi plečnik, je imel ravno mizo, pa tisto ravnilo, ki je tak na te, ki se je vozilo, in je on prinesel položno ravnilo, pa je dal dva kozarca, pa je podprl, pa je pritisnil s prstom na sredino, pa je rekel, vidiš, tu je teža in kaj se zdaj zgodi, na oni strani se dvigne. Ne? To pomeni, če ti delaš nek nosilec, tako kot tudi stebri, čez neke podpore, se na podporah zaradi pritiskov ustvarijo tako imenovani negativni momenti in zato je treba nosilec nad
kakor pač račun pokaže, nad podporami armirati ne samo spodaj, ampak tudi zgoraj, ker drugače bi to zgoraj razpokalo. Take stvari je on meni razlagal, še ko sem bil v srednji šoli. Ne. No, moram pa tudi povedati veliko zgodb, ko je te gradove reševal, enega celo v Bingenu v Nemčiji. Mama je žal tudi zelo mlada umrla, 59 let, ampak potem sva z očetom, on je zelo rad potoval, vsako leto šla na kako potovanje in vem, ko smo enkrat bili v Franciji, pa smo čez Italijo se peljali in smo šli na Mont Blanc za žičnico. Ne, in je tam on videl neke določene razpoke. Je rekel, to pa ni dobro in je šel tam, tem ljudem se predstavil, povedal, kaj on dela in je rekel, da to ni dobro, da to morajo to popraviti, da to ne bo dobro in oni so bili zelo prijazni, so mislili, ja, stari tisti lepo, ti kar govori, ne. Čez 10 let se je tam porušilo. Tisti del. Tako da, on je ogromno videl vnaprej, kaj utegne biti. Mogoče kakšno vprašanje ali pa da želite biti kakšno pisno? Jaz sam osebno imam zelo veliko priznalo, da vseeno nismo nekako navadili nekega pogleda v pripravljali, res so delovali z njim. Ja, jaz mogoče čisto iz tega spomeniškega vidika, kako generacija, našem taboru, ali smo držali. Je bil pri vsaki stvari, takoj, ko se ravno to, ko se je rači dvor, začel prenavljati, in takoj in poprati. No, vem, da so tudi na umetnostni zgodovini v Ljubljani so tudi študentom povedali o njem, ne, da kaj dela in to. In jaz se spominjam, jaz sem pozneje okrog milenijuma, ker sem imel tudi neka predavanja o prenovah, o sanacijah, napisal knjigo o teh sanacijah in sem dal potem moto v spomin na očeta, ki je vse življenje posvetil umetnosti stavbarstva. Ker je dosti njegovih idej. Možda pri Račnem dvoru je bilo tako podobno, kot pri Vodnem stolpu, da so eni bili proti temu, da se to zgodi. Tako da je bila politika. Ampak jaz sem dobila, da bo oče to rešil, tako mora biti, in je to zelo rešilo, kako je rešilo. Se je zelo drzen, da sam Ja, da si je upal. proti zaslonu. Mogoče še kakšne? Da bi nas spomnili na to, da je iz trgovnega. Ja, iz trgovnega. Pa to se nekako nismo prilagodili v Vodnem stolpu. V Sodnem še povedali. V Sodnem? Betonski venci niso vse posod povezani. Ne, če imamo striko, če se vidiš preko dol. To je na zanimivo za kakšno vprašanje, ki nisem znal dovoliti. Se pravi, kaj je razlog, da betonski prstani, na dveh točkah niso med seboj povezani. To vidi na tej sliki levo, če ste nazaj. To se vidi levo zgoraj, ta horizontalni prstan na levo ni povezan. Vidimo vsi? Polovična slika se je Ali naslednja slika? ne znamo. To pa je ravno pregnali, nekako prstan ne povezan, ne? Ja, pa res. Horizontalni. To je pa res. In to se je veliko šlanke in znal zgoditi. Tole misliš, ne? To je nekaj zore. To. Ja, to je pa Ja. No, saj pomembno je, tega jaz tudi zdaj ne bi vedel, zakaj je to narejeno, ampak pomembno je ležišče, ne? Ležišče je pa poseljeno. Ta obroč, ležišče je celo, ne? Da je kot obroč, da to skupaj drži, zakaj pa to niso naredili? Gotovo tudi zaradi raztezkov, ne? Saj mi vemo, da ko delamo kakšne večje, ne? Gotovo tudi zaradi nekih raztezkov, ne? Ker tudi plošče mi dilatiramo ravno zaradi raztezkov, ne? Da ne pride do pokanja, ne? Ker spodnji venec je pa seveda v celoti, ne?
ki to drži kot obroč, kot objema cel stolp. Ja, dilatirano je, ne. Je pa možno tudi, da je to še na 2 mestih je. Ja, zgoraj tudi. Vizavi pa ne, ne. Ne. Možno je tudi zato, da so predvidevali, če bo treba kake posege na strehi delati, da se lahko pride ven, tudi to je ena od možnosti, ampak tega ne bi vedel. Ja. Mogoče še, ja, Ne, relief je pa delal neki, ne, ni delal Stojić. Ne, vem, da so naši s Stojićem tudi sodelovali, ja, ampak neki, meni se zdi, da piše spodaj neki kot Jančič, nekaj piše, ne, to je bil en taki podobar, ki je tudi delal veliko teh spomenikov, ne. Mislim, da je kot Jančič, pa potem pa piše Matej 5, ne, da citira odkot, kaj ta slika sploh pomeni, ne. To menila, da je naš ravnatelj Parko zelo veliko govoril, da nekaj v vašem očetu, vedno se spomnite gospoda Pavlova, ko se lahko zelo dobro predstavljamo, da je ne prostore, da se taj stavlja želju, ne. Tam se je izkoriščalo skališče maksimalno, proti boste monastra hiša, za pisarne, isto se ni to spreminjalo, imam večji vzvod, v Sloveniji, ki je znati, zmanjkovalo, in tako, zelo isto projektiralo, mest, povinske srednice in povince, tako da je bilo malo skorišče, pa res in več to, ko so bili tako posrečo in vsi ostali, ki smo se prezgledili, da smo imeli dva, ljudje postare doma. Ja, gospod Hartman je ogromno vedel tudi, ne, jaz vem, ko sem prej omenil onega Schönherja, ne, sva se enkrat s gospodom Hartmanom, ko sva šla z neke razstave pogovarjala, in on je vse vedel o tem Schönherju in o vseh teh šolah v Mariboru, on je bil res živi leksikon.